krompirček nove dobe, ker je to na avtomatu, ni več človeka, ki bi prodajal krompir. Pa Slovenci smo taki narod krompirja, tako da se mi je zdelo, da bi znalo biti zanimivo, ne pa vsakomu paše sploh čez noč. Ideja je bila iz tujine, potem pa se je pač nekako speljal ta projekt, da to probamo v Sloveniji, da vidimo, kako bo v Sloveniji dejansko sprejeta neka mašina, ki ti peče hrano. Vržejo se noter bankovci, zdaj mislim, da drugi teden tudi pridejo kartice. Postopek je pa tak, da vstavimo denar, 2,5 evra. Zberemo omako pa sol. Zdaj, v tem primeru tukaj je kečap, je tudi napisano, da je kečap, na drugi lokaciji imamo majonezo, da imamo od lokacij tudi te omake malo različne. Zberemo, kaj želimo imeti, stisnemo start, pa počakamo nekje 270 sekund. Tomat je trenutno na svojem klasičnem programu, kjer je v bistvu tudi izpisano, da je na nočnem načinu, kar pomeni 5 minut. Gre se pa za to, da v tem primeru on stehta zmržen krompirček, ga odsfre in ga servira. Če bi želeli imeti 35 sekund, je treba v določenih urah potem pripraviti, da on ima, ne vem, nekaj že tega krompirja spečenega v svojem zalogavniku. In v tem primeru se servira v 35 sekundah. Kvaliteta samega krompira, ali se peče ena, ali je v zalogavniku enaka. Zdaj je tako, da odsfre dvakrat in je tudi isto svež. Je pa zadeva v tem, da dokler mi ne bomo imeli nekega vzorca, kdaj, v katerih urah hodijo odjemati krompir, nimamo teh stvari nastavljenih naprej, zaradi tega, ker tiste krompira, ki je na čakanju, če se ga v 45 minutah ne vzame, ga vrže v smeti. Ker je 45 minut nekaj taka doba, da še krompir ostane dober, po 45 minutah več ni dober. Ta lokacija pa je v Qlandii, v Supernovi v Mariboru, je pa v otroškem kotičku. Plani so že za naprej tudi, da še pridejo druge stvari, ampak tisto pa kasneje.